Cenjene gledalke, gledalci, dober dan voščim, spoštovanje. Le še zadnje dejanje nas loči do konca slovenskega državnega prvenstva. Zadnji krog je na sporedu v Ljudskem vrtu danes slavijo, kajti na Štajersko so vrnili naslov prvaka. Danes morajo odigrati še zadnjo tekmo, nasprotnik Maribora je Krško. Če je za domače ta tekma na nek način le revijalna, je drugače za Posavce, kajti Krško si še ni zagotovilo obstanka oziroma se še ni izognilo dodatnim kvalifikacijam za uvrstitev v prvo ligo tudi za prihodnjo sezono. Valon Ahmedi, Luka Uskoković, Damjan Bohar in Aleš Mertelj. Napad sedaj Krškega, Gatarić je dobro krenil. Priložnost za goste, to je nevarno. Toda izkazal se je Matko Obradović. Velik težav za mariborsko obrambo. Gatarić do odbite žoge. Še vedno Gatarić. Odbil je Vrhovec. Urnović, Gatarić. Spremlja ga Rajčević, Gatarić do predložka, odbil je Pihler, potem tudi Bajde, Kramarić strelja. Iz prve Kramarić. Predložek Kotića proti Šulerju, priložno za Maribor. Toda ostaja neizkoriščena. Toda šturm se ne da. Še vedno Dino Hotić, žoga mislim, da mu je ušla. Že izven igrišča, čeprav sodniki puščajo, naj se igra nadaljuje. Tavares v priložnosti in fantastična obramba Zalokarja. In Vrhovec, Tavares, priložnost za strel Hotića. Hotić tokrat z desnico in krasno Dino Hotić. Sijajen udarec Dina Hotića, čeprav z njegovo slabšo nogo, torej z desnico, ne tako močno, ampak milimetrsko natančno. Mujan, Dangubić takoj vrača Mujanu, priložnost za Krško in brani Obradović. Še en poizkus Maribora, očitno ni v ofsajdu Tavares. Bajde, odkriva se Zaković, še vedno Bajde, ki je kar sam streljal, obramba Zalokarja. Spet Tavares do Pihlerja. Veliko prostora ima Bajde. Bajde, pred njim je Krajcer, brani Zalokar. Odkril se je Dangubić. A potem Mujan ponovno, Mujan brani Obradović. Prosti strel za Vilerja, Pihler v priložnosti, Zalokar imenitno. Pa potem Šuler, rešujejo se gostje. Kot sem med prenosom že omenjal, torej Mariborčani povsem zasluženo do še 14. lovorike in ta je ponovno zelo dragocena in sladka, sploh zato, ker so Mariborčani v prejšnji sezoni ostali brez nje, ko je državni prvak postala Olimpija.